pozdravljeni na novinarski konferenci poslanske skupine Slovenske ljudske stranke, kjer gre za tako pomembno zadevo, kot je glasovanje o jutrišnji nezaupnici, konstruktivni nezaupnici. Danes je tukaj vseh 6 poslancev Slovenske ljudske stranke. Določeno stališče je bilo sprejeto na današnjih pogovorih, tudi z vodstvom, kar bo več povedal gospod Prevc. Zato bi kar prosil gospoda Prevca, da začne, potem mogoče še 2-3 stališča od ostalih, pa tudi gospoda Kukiča na koncu. Pa bi gospoda Prevca prosil, potem pa, ko ta hiter krog naredimo, bomo pa bodo odprti za vprašanje. Gospod Prevc, prosim. Lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj mogoče opravičilo, ker nekaj dlje časa smo rabili, da smo pripravili tole stališče v zvezi z glasovanjem o konstruktivni nezaupnici, ki se bo zgodila jutri. Morate nas nekje razumeti, da smo želeli to stališče uskladiti tudi z vodstvom naše stranke. Ob 12. sta ministra morala zapustiti poslansko skupino, ker sta imela pač svoje obveznosti na vladi, tako da smo stališče pripravili do sedaj. Zdaj, kakšno je naše stališče v zvezi z glasovanjem o jutrišnji konstruktivni nezaupnici? Mi, poslanski skupini Slovenske ljudske stranke, smo se odločili, da bomo večinsko podprli konstruktivno nezaupnico jutri iz preprostega razloga, ker vsi dobro vemo, da je ta naša država se znašla v hudi blokadi in da je seveda to blokado treba na nek način presekati. In glasovanje o konstruktivni nezaupnici seveda to tudi pomeni. Dejstvo je, da sta tudi naša 2 ministra včeraj zapustila to vlado. Slovenska ljudska stranka ni več v koaliciji. Ta vlada uživa minimalno podporo. Ta vlada ima samo še 6 ministrov in zdi se nam, da seveda ta vlada ne more na tak način več funkcionirati. Zdaj, mi smo prepričani, da edino konstruktivna nezaupnica lahko vodi k predčasnim volitvam. Vi veste, da so sklepi naših organov, predvsem zadnji sklep izvršilnega odbora, da bomo pač v Slovenski ljudski stranki podprli vse tiste aktivnosti, ki vodijo k čimprejšnjim predčasnim volitvam. Brez glasovanja o konstruktivni nezaupnici seveda predčasnih volitev ne more biti. Zdaj, ali bodo predčasne volitve prej ali kasneje, v vsakem primeru je konstruktivna nezaupnica tista, ki do teh predčasnih volitev vodi. Seveda vemo, da se seveda potem v nadaljevanju v drugi fazi sestavlja tudi vlada, leva vlada. Mi smo jasno povedali, da mi te leve vlade ne bomo podprli. Dvomimo celo v tem, če bo ta vlada se lahko sestavila glede na programske različnosti, ki v posameznih strankah, ki bodo sestavili to novo koalicijo, so. Tako da seveda je glasovanje, naša odločitev, da bomo jutri glasovali za konstruktivno nezaupnico, pač glasovanje v tej smeri, ker v vsakem primeru pričakujemo predčasne volitve, prej ali kasneje. Kajti glede na to, da smo v tem trenutku ujetniki teh 2 največjih strank v Sloveniji, katerih predsednika sta obremenjena z poročilom protikorupcijske komisije, se strinjamo, da je seveda treba to situacijo presekati in verjetno je edina pot čimprejšnje predčasne volitve. Hvala lepa. Mislim, da bi še dovolj poslancev. Gospod Trivič, na kratko. Če tudi mikrofone.